svet je, da ko si utrujen, da si to priznaš, pa si rečeš, ok, vse je v redu in da poslušaš svoje telo. In točno ta teden sem to naredila. Imela sem celo goro papirjev, bil je delovni dan, enostavno se je toliko tega nabralo, da sem imela polno glavo vsega, odložila sem te papirje in na srečo, ker imam pač tako službo, ko imam in ja, je več stresno zaradi tega, ampak ok, sem si dala na off, sem si šla banjo napolniti in sem se vlegla v banjo in sem bila 3 ure v banji, da sem naredila reset. In najbolj pomembna stvar od tega je, da se potem ne počutiš krivo, ker si vzel čas zase, da si prisluhnil in da si prisluhnil svojemu telesu in si rekel, pač zdaj rabim pauzo. Kaj to lahko pomeni? Za nekoga lahko to pomeni, da gre spat za uro pa pol, za nekoga lahko to pomeni, da gre na sprehod, za nekoga lahko to pomeni, da gre z biciklom se peljati, za nekoga lahko to pomeni, da gre v savno, za nekoga lahko to pomeni, da gre pač v kino, kakorkoli. Kaj to za vas pomeni, ko vam telo reče, dost vsega, prepolno vsega, se je treba vstaviti, se poslušati in se vprašati, ok, kaj se dogaja. In si prisluhniti in si poslušati, kaj ti telo govori in tudi to narediti. In točno to sem naredila. In sem ful bila vesela, da nisem pustila svojo intuicijo na dnu, ampak da sem jo poslušala in to naredila in počutila sem se amazing. In zatem sem pa zrihtala še vse papirje in bila z otrocih in ja. V enem momentu, ko sem se pa odločila za to, mi je bil pa tisti little voice v glavi in rekel, ja, ker zdaj bo šla kar sredi dneva v banjo, ok, kdo pa misliš, da zdaj si, da greš kar lahko sredi dneva v banjo, kaj pa vsi klici, ki pridejo, kaj pa vsi e-maili, ki jih treba narediti, kaj pa vsi papiri, ki jih treba zrihtati in sem bila takoj, ok, v redu, kaj bi mi rad zdaj povedal ta voice. In so bili sami izgovori in na koncu sem pogrunila, da je bila to samo krivda. Krivo sem se počutila, če si bi to naredila, če bi si vzela malo frej. In ja, šla sem to narediti in je bilo ok. In sem bila ful vesela, da sem to naredila, ker sem se res sprostila. In to je važno, si vzeti čas zase, to si zapomnite, ok? Ker bila sem že tam, pregorelost je tik za tem, ko enostavno kar vztrajaš in se ne poslušaš telesa, ustavi se, ampak kar rečeš, da greš in kar greš in kar greš. In kar naenkrat se potem znajdeš v pregorelosti in se znajdeš v brezvoljnosti in če ne delaš nobenih od teh vaj, ki so v priročniku, če ne, nimaš hvaležnosti, nimaš afirmacij, nimaš pol ciljev, kar hitro lahko pristaneš potem v depresiji. Tako da ja. Poslušati se najprej, narediti pauzo in vse se bo naredilo.